Vita živijo, Mojca s tabo, na Vitas Energy. Danes pa bomo majčkeno pogledali vlogo žrtve. Ja, takole, ko pogledam, je tale vloga žrtve tako zažrta v naši, bom rekla, v našem telesu in vzorcih in prepričanjih, oh my God, ne? In potem, ko ti res zaznaš svojo vlogo žrtve, to jo povsod vidiš, to je nekaj neverjetnega, čisto iz svojih izkušenj govorim, ker ja, tudi jaz sem v vlogi žrtve, tako smo bili naučeni, to je naša generacija in oh my God, ko se ti zbudiš iz te vloge žrtve, ja, to jo povsod vidiš, to je prav tisti nightmare, sem res. In to je dobro, zato, ker si se končno zavedal in rečeš, thanks God, zdaj pa lahko grem ven, zdaj pa lahko grem iz te žrtve ven, vse to ne bo šlo čez noč, ampak lahko pa na temu gradiš. In dokler se ti ne zaveš svoje vloge žrtve, ja, spiš, nič ne moreš narediti, ne moreš iti ven iz žrtve, nič ne moreš narediti. Tako da, evo, bom tako rekla, ta najprej je faza, v bistvu, ko prideš tako daleč, da te nekaj zbudi, a ne? Ponavadi je to nekaj neprijetnega, a ne? Karkoli pač, ali nisi sam s sabo zadovoljen, ali se ti, ne vem, kaj druga zgodi, ali se ti kaj odzame, ali zboliš, ni da ni, kaj se lahko zgodi, da tebi ding-dong že enkrat naredi, a ne? Lahko pa tudi čisto na easy to narediš, to pomeni, da raziskuješ svoje vzorce, svoje prepričanje, raziskuješ pač tudi svoje okolje, družinsko in te stvari in raziskuješ, na kakšen način oni delujejo in pač vidiš, oh my God, oni delujejo iz vloge žrtve, oh my God, ja sej, jaz sem pa del njih, torej tudi jaz delujem iz vloge žrtve, ne? In to je res ful dragoceno spoznanje. Res je dragoceno spoznanje, na katerem lahko pol res gradiš. To pomeni, da spuščaš to vlogo žrtve, ampak ne bo šlo, kakor sem že rekla, čez noč, pa ne bo šlo kar tako, ok, ja, zdaj to, zdaj pa gremo dalje, pa ne. Dokler ti ne zavestno živiš in res za vsako svojo misel, za vsak svoj korak, dejanje, točno veš, kaj si naredil, ja, pol ne boš mogel iti z vloge žrtve. Tudi, če si razsvetljen, zdaj pa, ja, jaz sem pa v vlogi žrtve, ne bo šlo, ker moraš ti potem, ko zaznaš, da si padel v vlogo žrtve, moraš nekaj narediti drugače. Torej, moraš ven iti iz vloge žrtve, moraš narediti nek spremenjen korak. Oziroma, moraš drugače v bistvu odreagirati, moraš bolj v svoji hrbtenici odreagirati, samozavesti, v moči, kakorkoli že. In tlele pa potem pridejo spremembe. In to, kar sem jaz ugotovila, da res vloga žrtve ti vzame vso moč. Vloga žrtve ti si tam en nebogljen, ker vse, kar se zunaj tebe dogaja, so itak drugi krivi in ti ne prevzemaš odgovornosti zase, ampak to svojo odgovornost, ker ti imaš mojo odgovornost, ti boš zdaj to rešil, ti si kriv, ne, ti si kriv, ne. Kako boš ti potem opolnomočen in močan tle noter, če pa drugmu daš svoje življenje, da ga vozi. Mislim, mogoče bo tlele kakšen, bom rekla, aha moment, a ne? Tako da ja, če mi delujemo iz vloge žrtve, niti ne moramo ustvarjati, koliko se zagre. In se nam lahko sproti rušijo, vse lahko ti marsikaj ustvariš tudi iz vloge žrtve, samo kar dosti okolica
tak majčken trpi, sicer pač imaš tudi ogledala okrog, in so tudi drugi v vlogi žrtve in to pač sploh ne vejo, če se tega ne zavedaš, ampak težko nekaj ustvariš, bom rekla, iz vloge žrtve. Ko greš ven iz vloge žrtve, dobiš nazaj svojo moč, dobiš nazaj tisto zdravo samozavest, dobiš nazaj res tistega pristnega sebe. In takrat lahko začneš ustvarjati res tiste, bom rekla, pristne stvari, za katere smo sploh prišli pač na ta planet, na ta svet. Vsak ima svojo nalogo. Eni, ste prišli raziskovati Zemljo, drugi ste prišli raziskovati, nekaj izumljati, Tretji ste rekli, da boste svojo rodbino lepo sčistili, kar pač tule tudi pač pade to noter, kot vloga žrtve. In še ostalih stvari se ni samo vloga žrtve. To so pač tisti naučeni vzorci in pa prepričanja, v katerih smo v bistvu odraščali. In dostikrat se sploh ne zavedamo tega, da delujemo iz vloge žrtve. Samo pač nismo srečni. Kako boš ti, če si v vlogi žrtve, kako boš ti srečen? Kako boš ti samozavesten, odločen? Kako boš spoštoval sebe, kaj šele druge? Kako boš cenil sebe, kaj šele druge, če si v vlogi žrtve? Tako majčkeno razmislek, Mi je dal misliti. Res mi je dal misliti, ta vloga žrtve, ker jo imamo vsi. Čisto vsi jo imamo. Eni bolj, drugi manj. Starejši, ko smo, več je te vloge žrtve. Več je te vloge žrtve. Eni jo prekrivajo s to nadnaravno samozavestjo, ki pa spet ni pristna, a drugi pa jo pač ne skrivajo, jo skrivajo za depresijo, žalostjo, pomanjšanostjo in te stvari. In to je zdaj treba uravnovesiti. Enostavno, dokler pa sploh ne vemo, da smo v vlogi žrtve, pa malo hudo. Ker težko pa nekaj narediš, če ne veš, da to sploh deluješ v taki smeri, iz žrtve. Zato je fajn, da greste en korak nazaj, pa da se majčkeno začutite, kje ste. Čistko en tak intermezzo za danes. Če ne veš, kako bi prišel, kako bi šel vase, na kakšen način bi se lotil te žrtve, seveda te povabim na individualno svetovanje. Če pač si začutil, da pač sem jaz prava oseba, ne moram sem pomagati, lahko pa tistim, ki ne začutite. Tako da drugače pa vas res pozivam, dajte malo razmišljati v tej smeri. Lahko mi tudi vaše razmišljanje napišete na info@levitas.si, ful bom vesela, če boste mi napisali kak feedback. Drugače pa dajte odpreti oči, dajte opazovati svojo pristno, primarno družino, na kakšen način deluje. Pojdite tudi malo raziskovati, na kakšen način je še starejša generacija delovala in boste res marsikaj lahko ugotovili. Tako da tukaj se res še skrivajo zakladnice, bom jaz rekla, zato da bomo mi potem lažje živeli, pa tudi naše generacije, pač zanamci, tako po domače. Tako da to se mi zdi res zdajle ful pomembna stvar, ker se mi zdi, da kar dosti ljudi tudi to nekako predeluje. Zato sem tudi naslovila te stvari, ker je pomembno, da se znebiš svoje vloge žrtve in da se znebiš tudi očitkov. To mogoče bo tema za drugič, ampak res te pozivam, da pejte majčkeno v svojo tišino in malo razmišljati o teh stvareh.
Tako da, evo, te srčno pozdravljam in se oglasim zelo kmalu. Tašila.